Peter Podgornik sebe rad imenuje tudi gorski potepuh. Poleg tega, da se že preko 30 let ukvarja z alpinizmom, je tudi gorski reševalec, gorski kolesar, jadralni padalec in še bi lahko naštevali. Je eden tistih, ki ima gore resnično rad in to kljub temu, da mu niso bile vedno naklonjene. Med drugim je tam izgubil tudi brata Pavleta, s katerim sta v začetku 80-ih let tvorila eno najboljših naših alpinističnih navez. Z alpinizmom se ukvarja že 33 let. Kako se je tvoj pogled na to dejavnost spreminjal skozi leta? Se je sploh kaj? Ja, spreminjal se je, sigurno. Spreminjal se je že zaradi opreme, zaradi pristopov do plezanja, do odprav, do smeri, do vsega. V bistvu, ker v 33 letih se je dejansko spremenilo veliko v tem. Ko sem začel plezati, je bila pri nas maksimalna stopnja 6+, danes vemo, da smo že tam okrog 11. Se pravi, da že to je en velik razkorak vmes bil. Plus tega spremenil se je način plezanja, spremenilo se je mišljenje, v bistvu v glavah alpinistov in plezalcev se je dosti spremenilo, dosti se je spremenila oprema, če pomislimo, s kom smo mi začeli in kaj imamo zdaj. Tako da veliko stvari je lahko vplivalo na to. Mislim, še zmeraj pa moraš plezati, tista osnovna baza je še zmeraj plezanje, čim več in to je to. Veliko alpinistov pravi, da je alpinizem način življenja. A pri tebi to tudi velja? Ja, če ti povem po pravici, nekoč sem leta 78 sva z bratom, ko je bila obletnica vzpona na Triglav, sva srečala v vratih kiparja, akademskega kiparja Marjana Čebelača in v pogovoru tako je rekel: "Glejte, fantje, da vam to ne bo ratalo način življenja, ampak mislim, da je ratalo način življenja, zato ker v bistvu mi smo takrat ravno dobro začeli in vsak dan več v bistvu smo se posvečali plezanju in alpinizmu, tako da če pogledam zdaj nazaj teh 33 let, vidim, da mi je v glavnem, da me alpinizem spremlja in ne moram reči, da mi ni način življenja, plezanje sigurno, zato ker to počnem z veseljem še zmeraj in še zmeraj imam cilje in želje in sigurno je način življenja, ki ga pač prilagajaš vsem drugim, kar spada zraven, normalno. Plezati si začel skupaj s svojim bratom dvojčkom Pavletom. Kako se spominjaš teh časov? Ti časi so mi ostali v zelo lepem spominu. Z bratom dvojčkom sva živela doma na kmetiji in vse, kar sva delala skupaj. In skupaj sva začela z lovci zahajati v naravo, ker naša družina, v družini so bili zmeraj lovci. No in potem naj je avtomatsko potegnilo v tiste škole, bi rekli, Vipavci na robu Trnovskega gozda, na južnem robu in tam sva začela plezati z enim štrikom, ki smo ga imeli doma za bike vezati. Pa zelo tako enostavno gibanje v tistih strminah, malo poraščeno čez skale in to je bil začetek dejansko. Potem je pa začela šola in potem je potegnilo za sabo pač plezanje. Na začetku smo delali sami opremo, potem, ko smo zaslužili, smo pa počasi nakupovali in tako prišli do opreme. Svojo alpinistično pot sta gradila zelo postopoma. Najprej stene pri nas, potem pa počasi tujina. Kako je pravzaprav potekala ta pot? Najprej smo v bistvu začeli v stenah nad domačo vasjo Vrtovinom, v stenah Kucla, kjer sva splezala tudi prve prvenstvene smeri. Stene potem v robu so bile najno vadbišče, bi rekli, po nedeljski maši, potem smo pa šli v Julijske Alpe, začetniški tečaj v Vratih in potem je pa bilo plezanje v glavnem v Trentarskih hribih, v Koritnici, Zahodnih Julijcah in pol je pa šlo počasi Dolomiti pa centralne Zahodne Alpe in to. Nadaljevali smo pol z odpravami v Himalaju, Južno Ameriko in potem Severno Ameriko, Grenlandijo pa še kam drugam. Do sedaj si bil na 14 odpravah izven Evrope. Katere od teh so ti ostale najbolj v spominu?
Ja, ta prva je bila sigurno zelo zanimiva, ker je bila sploh v zelo visoki hribi, to je bila južna stena Lotseja, ko sva z bratom sodelovala na njej. Jaz sem sicer imel smolo, ker sem omrznil na 7000, brat je pa sodeloval do najvišje točke, v bistvu, ki je bila dosežena v steni. Potem Aconcagua, južna stena, prva primorska alpinistična odprava, je bila posebno doživetje, že organizacijsko in potem plezalno, 9 dni v steni v alpskem stilu. Potem je bila še izvidniška odprava pa plezanje na Jalomkang skupaj s slovenskimi alpinisti pa z Italijani dvakrat na Grenlandiji. Zelo veliko doživetje je bilo vzhodna stena Čerotoreja, ko smo slovenski alpinisti priplezali novo smer in takrat sva s Pavletom Kozjakom bila v navezi. In v tisti navezi, v bistvu, ki je pod steno največ dežurala, v tisti votlini, kjer je bilo naše izhodišče za plezanje. Čudovito doživetje je bila pa tudi pot na Kilimandžaro, ki sem jo opravil v bistvu z birglami, ker sem imel nogo poškodovano. In takrat sem nabiral energijo, polno baterije dejansko. In za vse te odprave sem pa vesel, da sem jih doživel in preživel in se vrnil domov in s prijatelji predvsem. Pravimo, da če v gore odhajamo na pravi način, nam ti lahko veliko dajo. Tebi so pa tudi veliko vzele. Pred 25 leti brata Pavleta, letos pa tudi prijatelja in soplezalca Pavleta Kozjaka. S temi ljudmi sem plezal, živel in zgodila se je pač nesreča in to je življenje pač. Vsem se lahko zgodi nesreča. Jaz sem, kljub temu, da sem izgubil brata, dvojčka, sem nadaljeval in plezal še za njega. Čez 2 dni sem se vrnil v hribe in nadaljeval pot, ki sva jo skupaj peljala do takrat. S tem, ko sem se potem pred 24 leti navezal skupaj s Pavletom Kozjakom, sem dobil čudovitega prijatelja. V bistvu, dostikrat sem, ko sem z njim plezal v navezi v Severni Ameriki, naprimer, sem se našel v trenutku, ko sem mislil, da plezam z bratom, ker sem klical isto ime. In to so bila v bistvu po svoje čudovita doživetja. S Pavletom sva se navezala in postala dobra prijatelja, nerazdružljiva v bistvu dolga leta in sigurno je ta izguba, tudi ko je se ponesrečil, bila za mene kar šok, ampak spet tako je življenje in moramo iti naprej in bomo plezali tudi za njega. Če ti živiš z gorami, ti je tudi nesreča v gorah, pač veš, da to se lahko zgodi. In če še rešuješ in to delaš na različne načine, pač je to pač del življenja vse skupaj. Ker nobeden od nas ne pobegne svoji poti in svoji usodi. Poleg tega, da se ukvarja z alpinizmom, pa ti narava nudi tudi lep poligon za številne druge športe in dejavnosti. Od kod jemlješ čas in pa navdušenje za vse te dejavnosti? Jaz oziram na to, da živim precej daleč od hribov, iščem v naravi, ki mi je blizu, možnosti, kjer se lahko v bistvu izgubim oziroma kjer lahko polnim baterije z različnimi dejavnostmi. In zraven plezanja sem še vozil kajak, naprimer, pa gorsko kolesaril, pa letim s padalom, laufam na smučeh, turno smučam, ne vem še kaj počenjam. V glavnem, z ozirom na to, da mi je to blizu doma, težim, da tisti čas, ki ga imam malo na razpolago, izkoristim tako, da mi je všeč in da tudi nekaj za sebe naredim. In če je lepo vreme za iti, leteti, poberem padalo, zalaufam na štart, 500 metrov višinske razlike je odličen trening in potem pojadram skupaj s prijatelji ali pa s pticami in uživam ob tem in polnim baterije, da lažje drugi dan delam. Če je v Trnovskem gozdu sneg, je idealno za smučanje, za turno smučanje oziroma za smučarski tek. Poleti je idealno tam z gorskim kolesom pa po krasu. Tako da, ko se odpravim v hribe, grem pa, ko je dobro, da lahko takrat kaj naredim. Ker z ozirom na to, da sem daleč od hribov in da imam zmeraj malo časa, manj časa, v bistvu hočem čim več koristiti tukaj blizu, da imam vsaj nekaj od dneva, zraven dela, ker dela pa itak nikoli ne zmanjka. Vsa ta leta sem veliko slikal, fotografiral pa snemal in to sem tudi s predavanji potem
tistim, ki so to želeli videti, pokazal. Pomagal sem pa stalno pri izdelavi alpinističnih vodikov, ki so se delali za ta področja, ki so bila v bistvu neznana ali pa zelo slabo pripravljena do takrat. Z veliko novimi smermi se je pač pojavila potreba tudi po novih vodnikih. Letos je šel vodnik za skupino sten nad Mangartskimi jezeri, kjer sva v bistvu s Filipom Bencetom tudi veliko plezala, največ v zadnjih letih, in z njegovo pomočjo in pa s kolegom, ki mi je pomagal delati skice iz Italije, smo napravili vodnik, ki predstavlja verigo sten nad jezeri. To je v bistvu prav moje avtorsko delo. Pomagal sem pa tudi tujcem in tudi zdaj v pripravi en vodnik čez cele Alpe o zaledenelih slapovih, ki bo letos išel ven. Pavle Kozjek je na področju alpinizma za seboj pustil zelo veliko in nekako z vsem tem delom in dejanji predstavlja nekakšen navdih za mlade alpiniste. Kako pa ti gledaš na to povezovanje oziroma medgeneracijsko povezovanje med alpinisti? V bistvu vse generacije so pustile za mlade dosti, ker že to, da si od starejših se učil, je veliko lahko in nabiral izkušnje. Pavle je sigurno, če pomislimo, da je snemal, da je plezal, snemal, pisal, pustil ogromno. Fajn je, da poskrbimo, da ostane sled za vsako generacijo, že s tem, ko se prepleza smeri, da se to piše, primerno objavi, da se odprave in razna plezanja predstavi in že s tem damo mlademu ogromno. Če pa še z njimi plezamo, sodelujemo v šolah in tako, je pa to še toliko boljše. Če bi zdaj moral prenehati zahajati v gore, kaj bi najbolj pogrešal? Gore.